Živijo, moje ime je Robert Lisac in na tem kanalu se pogovarjamo o tem, kako biti varen, fit in pripravljen kot moderni samuraji. No, danes se bomo pogovarjali o prenašanju znanja po vertikali in zakaj se to ne dogaja v moderni družbi, v družbeni ureditvi in v sistemih, ki jih imamo tukaj vzpostavljenih v zahodnem svetu, in zakaj na nek način postaja vsaka naslednja generacija bolj neumna, degenerirana in ujeta v nek svoj pravličen svet. Seveda, zdaj, če kažem z enim prstom na druge generacije ali pa tudi na konec konca na svojo, 3 prsti kažejo nazaj, proti sebi. Torej je to tudi vse, kar bom danes izpostavil, je tudi kritika samemu sebi. Problem je da sem začel brati knjigo Otroci nas potrebujejo, napisala sta jo Gordon Neufeld pa Gabor Mate, in tam sta izpostavila problematiko vrstniške usmerjenosti. To pomeni, da je neka plast populacije ujeta v svojo plast in ne vidi 5 minut naprej, pa tudi nazaj ne. Skozi so ujeti v neki plasti, iz katere morajo potem črpati vso znanje pa vedenje za življenje, in dobro se to vidi v vrtcih. Tam so vsi isto stari na kupu, to se vidi v osnovni šoli, kjer so vsi po razredih, kjer so ljudje največ eno leto narazen, oziroma otroci. In potem edini, ki vertikalno prenašajo tukaj znanje, so učitelji, vzgojitelji, profesori in tako naprej. To zdaj ni kritika njim, to je njihov šiht, ampak govorim samo za primer, da boste razumeli, da je tega prenašanja znanja, resničnega znanja, funkcionalnega znanja, ki bi nam koristilo v življenju, veliko premalo v smeri od zgoraj navzdol, torej od odraslih do otrok. Konkretno, če se primerjam s svojimi starši, znam gotovo veliko manj, kot znajo oni. Oba premoreta neverjetno veliko znanj. Mama je bila medicinska sestra, seveda vlada na tem področju vse možne zadeve, ki jih jaz ne. Dobro, res je, da je to bil njen poklic, ampak poleg tega blazno dobra umetnica, ima smisel za umetnost. Moj ata je tudi multipraktik, torej poleg elektrike vlada še vodo, gradnjo, ni da ni. Torej, oba sta kot po funkcijah kot prava švicarska nožka, vse obvladata. In zaradi tega, ker je bilo znotraj moje vzgoje, pa to ni njuna krivda, sploh ne, ker pač sem vedno bil ujet v plast svojih vrstnikov, se veliko teh stvari, ki bi mi jih lahko ponudila, nisem naučil. Čeprav bi se lahko. No, en del te krivde seveda, oziroma velik del te krivde tudi pripisujem samemu sebi, ker pač kot najstnik, se veste, hormoni, pa koliko si blesal v glavi, potem ne vidiš, kaj imaš dejansko pred sabo, oziroma kakšne neverjetne možnosti imaš, da se naučiš stvari tekom odraščanja, pa teh prilik ne zagrabiš, ker ti je vse odveč, pa ker so ta stari itak brezvezni. Danes seveda razmišljam zelo drugače in mi je žal in poskušam to nekako, kar sem zamudil, tudi spraviti noter, tako da se, kar se le da, čim več družim z njima takrat, ko je to možno. No, in če pogledamo tudi v svetu borilnih veščin, če bi dali otroke na kup, pa jim rekli, naučite se borilne veščine, vse nekaj bi se naučili, verjetno bi bilo malo YouTubea in tako naprej, ampak resničnega znanja pa nekega blaznega nivoja verjetno ne bi bilo. Znanje prehaja pri borilnih veščinah od zgoraj navzdol, od trenerja, učiteljev navzdol. In prav je, da je tako, kar pa ni prav v tej sferi je, da se potem tu vsak skriva za titulami, za nazivi, tudi če sam nima pokazati nekih rezultatov ali pa nekih konkretnih znanj. Ni vedno znanje preverjeno v praksi, tako bom rekel. Ampak tukaj vidimo vrednost prenašanja od zgoraj navzdol po vertikali, da ni ujeto znanje oziroma neznanje znotraj ene horizontale. In zato tudi ni vseeno, kdo uči borilne veščine, borilne športe, samoobrambo, ker to znanje
tisti, ki so na vrhu, multiplicirajo navzdol. In če je zgoraj sranje, potem pač bo sranje padalo tudi navzdol in nekega kvalitetnega znanja ne more biti. Tudi pri nižjih oziroma pri mlajših generacijah. Zato pravim, tako kot Manfred Špicer, vrhunski strokovnjak za nevrologijo, pa pedagogiko, pa ne kaj še vse, je rekel, da otroci si zaslužijo najboljše možne pedagoge, ki so šolani, zreli in tako naprej. S tem se jaz absolutno strinjam. In če pogledam še malo bolj v zgodovino, so znanje, ali pa otroci so se usposabljali za življenje tako, da so se družili prvič z svojimi starši, foter je sina naučil loviti, mati je naučila hčero užitne rastline, nabiranja in tako naprej. To je bilo integrirano znotraj samega načina življenja. Tega danes skoraj da ni več, kajti otroci so več ali manj ves čas ločeni od staršev, pa še takrat, ko so v šoli, so z učitelji, ki pa nikakor, ali pa v mnogih primerih ne predstavljajo več nekih idolov ali pa ljudi, po katerih bi se mladi zares zgledovali. Vedno jih bolj smatrajo kot skorda že kot nasprotnike ali pa kot nujno zlo. V neki bojevniški kulturi ali pa v teh starodavnih kulturah se je starejše spoštovalo, zaradi tega, ker je bilo čisto jasno, kaj vse so dali skozi in da stvari, ki jih posredujejo, izvirajo iz življenja samega in funkcionirajo. Teh opcij je za današnje generacije vedno manj in to je velik problem. In potem pride otrok še domov, se zapre v svojo sobo, se ne druži ne za starši, ne za starimi starši, na obiske k sorodnikom se mu tudi ne da hoditi in potem smo tam. Torej je ves čas ujet v svoji majhni plasti, v svojem majhnem svetu in kaj pa lahko sploh naredimo, da se temu izognemo. Eno prvih stvari je, začnimo jesti skupne obroke, to pomeni, da ne je vsak svoj obrok takrat, ko mu glih paše, ko pride domov. Imejmo neko tradicijo kot družina, da jemo vsi ob istem času kosilo in večerjo in da je to en skupen obred, kjer se lahko pogovarjamo in družimo. Kajti plavati se naučimo z plavanjem, družiti se naučimo z druženjem, ne z frcanjem po telefonih in te vezi po vertikali se vzpostavljajo z druženjem. Potem dajmo otroke vpisati k kvalitetnim trenerjem, k kvalitetnim učiteljem, vseeno, a gre zdaj za druge športe ali pa za borilne športe, borilne veščine, samoobrambo, ampak pejte si pogledati, kaj ta človek od teh otrok zahteva, kakšno ima kulturo, ali ima sam fanta, ali ima sam punce tam, ali ima mešano, koliko je razpon. Fajn je, če je razpon dokaj velik, iz vseh razlogov, ki ste jih pravkar navedel, kajti v vasi še 20-30 let nazaj je bilo tako, da so starejši skrbeli za mlajše in se tudi na ta način znanje prenašalo z vrha navzdol. In kaj lahko še naredimo, kot starši, seveda, da ne odrinemo otroka v vse možne tele krožke, zato da imamo čas, ali pa gremo potem neke nakupovalne centre, kjer jih oddajamo za malo denarja v neko varstvo, v neke stupidne igralnice. Dajmo se družiti z njimi, pogovarjati se z njimi, zato da vzpostavimo stik, kajti samo z pravim stikom je možno posredovati tudi neko znanje, ki ga bo otrok bolj sprejel, ko pa če ima odpor do odraslega sveta, ki mu sam soli pamet na nek način, ves čas. Tako da, dajte razmisliti v tej smeri, dajte si prebrati to knjigo, jaz jo bom tudi prebral do konca in sigurno bo še padel en video na to tematiko, ker dostkrat dam enostavno ta primer, da 6-letni otrok je še pred 10 000 leti lahko ujel in nabral polovico svojih kalorij. Kaj pa danes? Mi nismo sposobni, tudi odrasli ne, ujeti ali pa nabrati polovico svojih kalorij. Ni šans. Odrasli ne. Kaj šele otroci?
Tako da znanje se mora prenašati, ker drugače ne bo dober za nas. In to je to. Preberite si knjigo, se vidimo v naslednjem videu. Čau!